točno 19. Vse, ki ste prisotni, vas prav prisrčno pozdravljam. Vse, ki ste prišli sem, vas tudi vam želim prisrčno dobrodošlico. Evo, in tako smo spet spoštovani prijatelji, sestre in bratje v luči, ali kako naj rečem, a ne? Zbrani skupaj na 206. srečanju našega Društva za srečno življenje Belis, danes v soboto, 17. maja 2025. Ampak danes ne bomo zgolj poslušali, ne bomo zgolj gledali filma, ki je napovedan. Danes se bomo, seveda, če dovolite, dotaknili srca resnice. Dober večer, Blanka, lepo te je videti, živijo. Kako lepo. Evo, Sandi, tudi tebe je lepo videti, imaš siva lička. Lepo. Torej, glavni cilj in vsebina današnjega srečanja je razmislek, spoštovani, o stanju družbe. Takrat, iz tistega filma, ki ga bomo gledali, iz 80-ih let, in danes. Film, ki ga bomo skupaj pogledali, ki se imenuje Just Mercy, oziroma Samo milost, temelji, veste, na resničnih dogodkih. Prikazuje zgodbo mladega odvetnika, ki se poda v brezupen boj z nepravičnim sistemom. Upam, da vas na to kaj spominja. Hkrati pa tudi razkriva moč sočutja, poguma in človeškega dostojanstva. Ko si bomo ta film pogledali potem po koncu našega programa nocoj v ožjem krogu in seveda tudi na družbenih omrežjih, kjer ga bomo predvajali preko Rambla, moram reči, mi, ki smo si ga tukaj interno pogledali za predvajanje, če je primeren, nas je vse skupaj globoko pretresel film, zelo globoko. In v njem nismo videli le neke Amerike divje oziroma dogodkov, ki se dogajajo daleč od nas. Veste, kaj smo videli? Slovenijo. Videli smo sebe. In to nas je v društvu, ki smo to gledali, vse skupaj prisililo, da se vprašamo, kaj smo dopustili, da se je to zgodilo? Kaj smo spregledali, da se to dogaja? In kaj moramo storiti drugače, da v prihodnosti take stvari preprečimo? To so 3 vprašanja, s katerimi se bomo nocoj srečevali. Glejte, pripravil sem skupaj z ekipo posebno brošuro, ki nam bo seveda v pomoč. Poslal sem jo po elektronski pošti, dostopna je na moji osebni Facebook strani, dostopna je na Telegramu, na LinkedInu in na X platformi. Veste kaj? Če gledamo celoto ta film, ki ga bomo nocoj videli, a ne, se prepleta prav z našo stvarnostjo. Namreč, dobesedno gre za sistemske kršitve pravne države. Kako se pa to dogaja? Tiho, v sodelovanju institucij, pri nepravičnostih, izgubi zaupanja v sodstvo in v medicino, pa tudi za tiho a žgočo hrepenenje po resnici in pravičnosti vseh nas, ki se tega globoko zavedamo. Gre danes v glavnem, ko bo še Egidi prišel, je na poti, bomo danes govorili tudi o primerih, veste, o kazenskih prijavah, o vadbah zaradi nezakonitih pridržanj, zaradi mučenja, zaradi neumnih stvari, ki se nam po zdravi logiki zdijo povsem normalne, se za državo zdelo nenormalno, tako globoko so nas spravili, kot majhne otroke, ne? Človek se včasih ne more drugega kot sam nasmejati. In o ustavni presoji ukrepov v času covida, danes, ko gledamo to o digitalizaciji, ki so nas že takrat hoteli vse v računalnike spraviti s tisto aplikacijo, izključujejo šibkejše, ki niso sposobni teh stvari tako dojemati kot mladi. Potem danes bomo govorili, veste, o pravni latovščini. To je poseben jezik, ki ga sploh ne razumemo laiki. Mi ga ne razumemo. Prideš na sodišče in ne veš, kaj se pogovarjajo.
Prideš na upravno enoto, pojma nimaš. Poslušaš poročila, govorijo nekaj, ti gledaš slike, misliš, da razumeš. Nič ne razumeš. To služi, veste, ta pravna latovščina, ki je poseben jezik, kot dimna zavesa. In veste, čemu je namenjen? Zlorabi moči, ker če nečesa ne razumeš, si nemočen. No, nekaj besed bom jaz o tem povedal v uvodnem delu, v drugem delu pa nas bo Egidi popeljal spet v eno svojo osebno izpoved, in sicer 10 let po lastni izkušnji. Seveda, ki je srhljivo podobna tistemu iz filma, bo povedal svojo zgodbo, svojo osebno izkušnjo in upam, da mu boste sledili. Potem pa po njem sledi globoko predavanje, notranje predavanje o aretaciji lastnega ega. O tem, kar mora vsak pri sebi razstaviti, če želimo postati del te rešitve. In za konec predsednica društva Belis, Iviljana Belis, bo govorila milost v pravem pomenu besede. Povedala nam bo, zakaj je Jezus, pustimo religijo na strani, kot človek, največji človek v zgodovini. Kaj nam ima povedati? Ne zaradi vere, ne mešajte tega, temveč zgolj zaradi razumevanja. Dragi prijatelji, pravica brez milosti je hladna kazen. Milost brez pravice je pa prazna tolažba. In danes bomo skušali v tem srečanju, in to je tudi namen današnjega srečanja, iskati med tema dvema poloma, se pravi med pravico in tolažbo, ravnotežje med obema, med enim in drugim. Torej, naj bo to srečanje nocoj ogledalo, naj bo to srečanje orodje in naj bo to srečanje nocoj ogenj v očeh, v srcu, v duši in vseh nas. Če potegnem pri tem programu, ki ga bomo imeli nocoj sklep, ki ga želimo, današnje 206. srečanje Zoom društva Belis izraža, bom rekel, globoko zaskrbljenost glede stanja pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji. Že samo besedilo Just Mercy oziroma Samo milost, film, ki je posnet po resničnih dogodkih, osvetljuje, kot boste videli, sistem krivice in zlorabe oblasti, ki se po mnenju avtorja odražajo tudi še kako globoko v slovenski družbi, zlasti na področju psihiatrije, pravosodja in seveda tudi drugih ustanov, ki skrbijo, oziroma bolje rečeno, naj bi skrbeli za nas, pa skrbijo v bistvu bolj za računalnike, diske, pa za to, kako nas bodo stlačili v računalnike. Potem danes poseben dokument vsebuje kazensko ovadbo zoper uradne osebe zaradi domnevnega mučenja, kot boste videli, zaradi zlorabe položaja. In pa ta teden sem jaz v svojem imenu dal ustavno pobudo za ureditev vprašanja dolgega covida. Pa če se malo ustavimo tukaj. Blanka, če si toliko prijazna, bi ti zastavil vprašanje, ali ti razumeš, kaj je dolgi covid? Jaz imam o covidu svoje mnenje, da je vse skupaj ena izmišljotina, da je covid kratica za biološko orožje in o virusih smo tako že neštetokrat govorili, da so stvari, ki ne obstajajo, ki so mrtve, to se učijo v 8. razredu osnovne šole. Torej, zame je to izmišljotina in ena manipulacija s svetovno populacijo. To je to zame. Super, to je covid. Kaj pa dolgi covid? Ja, isto. Isto, to je izgovor, zakaj so vse te posledice cepiv, ki se kažejo zdaj v obliki obolelih, ne vem kakšnimi vse boleznimi, in to pometejo pod to preprogo dolgega covida. To je moje videnje stvari. Zelo dobro, to si pa tako lepo povedala, to tudi jaz ne bi znal tako dobro definirati.
Namreč dolgi COVID, ko sem slišal na BASF, na Bledu, to je menda zdaj 2 leti pa pol ali pa 2 leti, odkar je predsednik vlade Golob, dr. Golob, rekel, da dolgemu covidu ne moremo pobegniti, se pravi, so že zdavnaj imeli načrt, to je prva stvar, ki je psihološko uničenje naroda. Ko pride do psihološkega uničenja, pride do zdravstvenega dodatnega uničenja, ki ga je že naredila epidemija, kakor vemo, to, kar si zdaj ti zelo lepo povedala. In zadnji, tretji zlom je pa finančni zlom oziroma odvzem premoženja, to, kar zdaj dela GURS, ki hoče nekaj nam pošiljati. Moram vam povedati, ne, enostranska pogodba nikoli ni veljavna. A veste, če vam nekaj pošljajo z tisto odločbo dolgotrajna oskrba, pa kdo so ti ljudje, da bom jaz z njimi pogodbo podpisal, da me bodo finančno črpali? RTV ti bo pošiljal položnice, dolgotrajna oskrba ti bo pošiljala položnice, ena zavarovalnica še ekstra ti bo pošiljala položnice, zdaj bo še potem na podlagi te ocene se je pridružil GURS, vse gre po isti metodi kot RTV, s tem moramo zaključiti. Ti ljudje, ki uporabljajo naše podatke za vse te stvari, to je vse protiustavno, protipravno, proti, bom rekel, vsem zdravim načelom družbenega dogovora. Tako kot si ti, Blanka, lepo rekla, ne, tukaj glede vprašljive imunitete cepiv, hkrati pa gre za analizo, tukaj za pravno latovščino, ker 3/4 takrat, kar so govorili, sploh nismo razumeli, odlokov tudi nismo razumeli, menjavali so jih kot spodnje gate vsak teden ali pa še prej. In sporne, splošne pogoje, ker sem vam jaz danes v mailu tudi poslal, prideš na Telekom, kupiš telefon in popišeš splošne pogoje, poleg pogodbe o nakupu in prodaji, a ne? Tista pogodba je eno stran, kjer jim daš podatke, potem dobiš pa debel zvezek, splošni pogoji, ki jih noben ne prebere. In to je vse goljufija. In splošne pogoje dobite čist povsod, v vseh državnih firmah in povsod so noter goljufije. Vse gre na škodo potrošnika, na škodo tebe, mene, kupca. In mi smo tisti, ki vzdržujemo. To gre za prikrite prisile, dragi moji, kršitev temeljnih pravic. Preden pričnemo s predstavitvijo programa, kot vedno, zdaj, ko se nas je nekaj zbrali še zraven, pa seveda potrdimo danes današnji zapisnik, ki je prišel po mailu, to se pravi obsežen zapisnik, kar bi se jaz današnji, se pravi tej srčno rad zahvalil, tudi jaz sem malo zamudil, ker je bilo veliko dela s tem, z enkripcijo, z 7 filmi, z montažo in tako naprej, plus druge stvari, veste, da ta teden pa s prejšnjim tednom, ne vem, je bilo treba pomagati ne vem kolikim ljudem z nasveti za pritožbo in tako naprej, ampak srečanje, ki je potekalo 11. maja 2025, smo ta zapisnik uspeli pripraviti, narediti, ga imate in upam, da ste sprejeli to po pošti. Sicer nekoliko pozno danes popoldan, tako da drugič se bomo potrudili prej, ampak je bilo res aktivno za priprave in vse to. Kljub vsemu upamo, to v društvu, da ste to prejeli, uspeli pregledati, prelistati, sicer pa ga še boste, tisti, ki še niste, tako da vam priporočam, ker so bogate vsebine in marsikatero lekcijo si človek lahko s tem, ko bere to čtivo, te naše zapisnike, ki ni samo zapisnik, bom rekel zapisnik samo enega dogodka, povzetek, nek sklep, neč pa napisan, recimo, če gledate te zapisnike, ki so, ne vem, kje drugje naredijo, to smo se pogovarjali, neč kaj so se pogovarjali, pa samo sklep in ti moraš sprejeti samo sklep, ne veš, kje pa, o čem so se pa pogovarjali. Dobro, ali bi želel kdo razpravljati glede na zapisnik, bi želel dodati kakšno pripombo? Tukaj? V redu, tukaj nima noben pripombe. Na Zoomu, hvala lepa. Nihče ne želi diskutirati, torej se pravi, da je zapisnik sprejet brez pripombe z dne 11. maja 2025, za kar se vam srčno zahvaljujem. Res iskrena hvala za zaupanje, tej pa srčna hvala za vso pomoč še enkrat. Torej zaključujem s sklepom, da je zapisnik sprejet brez pripomb in tudi ta bo romal v naš redni društveni arhiv.
Tako, sedaj pa v programu današnjega večera. Pripravljene teme danes obravnavajo niz zanimivih sporočil, globokih sporočil in dogodkov iz življenja ter manifestov, ki jih izdaja, bom rekel, na nek način Društvo za srečno življenje Belis. Glavna tema vseh sporočil nocoj je kritična analiza in boj proti zaznanim sistemskim krivicam, zlorabam oblasti in kršitvam temeljnih človekovih pravic v Sloveniji. Tukaj smo doma, tukaj se s tem obadamo, s tem se srečujemo in s tem poudarkom, predvsem na pravosodnem sistemu, ki je čisto umrl, pravosodni sistem je mrtev, pa še kaj drugega tudi, da ne govorimo o psihiatriji in digitalizaciji javne uprave. Vam bom rekel, člani v društvu se zavzemamo za pravično in srečno življenje in na tem delamo, gradimo, s tem, da opozarjamo, kaj je narobe. Za dosego z ozaveščanjem, izpostavljanjem problemov, podajanjem, bom rekel, pravnih pobud in spodbujanjem notranje preobrazbe posameznika, ne pa digitalne preobrazbe. Nam država ponuja se pa saj nismo računalniki. Ne? Nismo računalniki, to, kar zdaj počnejo, veste, če bi vi videli, kaj vse počnejo, to, kar recimo v društvu bolj aktivni člani vidimo, opažamo, pa verjetno tudi vi opažate, kaj se dogaja, to je katastrofa. Katastrofa od katastrofe. Ne? To se pravi, kritika psihiatrije kot orodje družbene kontrole in društvo močno kritizira sodobno psihiatrijo. Veliko tem smo imeli že na tem, ampak zgleda, da bomo morali še. In jo vidimo tukaj v društvu kot inštrument oblasti za nadzor, zatiranje in odvzem avtonomije posameznikom. Ko bi vi vedeli, kako je narejen zakon za duševno zdravje, rečejo. Jaz sem že dal ustavno pritožbe, ampak, a veste, sodišče govori, zakon o duševnem zdravju, prebereš tistih 100 členov, niti ene besede ni v zdravju, sploh pa ne v duševnem zdravju. Še definicije ni noter, kaj je to duševna motnja, niti ni definicije, kaj je duševno zdravje, pač pa so samo protokoli, tako kot po zakon o kazenskem postopku, se pravi sprejem in odpust. In še to te najprej sprejmejo, stlačijo noter, pol šele Roma, bom rekel, od zdravnika neko potrdilo, neka njegova ugotovitev, tam seveda on si želi biznis, te tam zadrži, a ne? In pol sodnik pa samo to še poštempla. Ljudje, stvari so res, najprej ti vzamejo denar, pa rečejo, pritoži se, ne? Z administrativno odločbo, ki je nič vredna, še zaradi obrisati ni v redu ta papir, a ne? Tako delajo pri nas in z bančni račune, banke, to vse sodeluje med sabo, to vsi živijo na ta račun, da nam grejo v zasebno, da nam grejo v račune, ki so recimo na papirju varovani osebni podatki, zasebno je varovano, samo za sodno odločbo je možno poseči, ker sodna odločba je tista, ki zadnja da kazen, ki zadnji sodnik reče kriv ali pa ne kriv, šele takrat naj vzamejo. Zdaj se pa dogaja, da imaš na sodišču postopek in v mesti ves denar poberejo, postrgajo, ti si pa pol več braniti ne moreš niti živeti več. Veste, to naklepno delajo ranljive skupine in potem rečejo, zaradi ranljivih skupin moramo narediti to pa to in ljudje, država naklepno dela revne, uboge, bolane in tako naprej. Ker to je največji biznis, je skrbeti za koga? Za zatirane. Pa za tiste, ki niso samostojni. In jaz sem napisal eno knjižico, če ste opazili v mailu, oziroma tudi drugače, manifest za osvoboditev psihiatrije iz rok oblasti. Ključe, kako se to naredi, kaj je treba narediti, upam, da bo tudi prišlo še v kakšne druge roke in da naredimo akcijo, ne? Noter sem dal, se pravi, izpostavil prav, kako država uporablja prisilno institucionalizacijo, diagnostike. Ko ti dobiš diagnozo, si štemplan pred družbo, pred sosedi, pred sorodniki za vse življenje, si poštemplan z diagnozo. Shizofrenijo ima, COVID ima, kaj imaš? Diagnozo.
A veste, kakšen način kršenja človekovih pravic je to? Ta je nor, ta je zmešan, ta je ločen, same štemplje si dajemo. Veste, psihiatrija danes ni zgolj medicinska disciplina, temveč tudi inštrument družbene kontrole in družbenega poniževanja. Ja? Zloraba psihiatrije za pridržanje oseb, kar bo še Egidij nocoj o tem govoril, še eno posebno temo, bom rekel, brez ustreznih pravnih in zdravstvenih postopkov, neželena zdravila, prisilna institucionalizacija in stigmatizacija, so razpršene prakse, ki na prvi pogled nimajo skupnih stičnih točk. Edina skupna stična točka je nadzor, poniževanje. In to povzroča trajne duhovne, mentalne, telesne, psihofizične poškodbe. Če človek ni toliko priseben, da to razume. Ne? Ok. V programu si bomo danes pogledali v nadaljevanju sistemske krivice in zloraba oblasti v pravosodju. Pravsodje je beseda. A bi mi to mogli reči krivosodje, pravosodje, dobrosodje, žalosodje, kako bi bil, kaj bi bil zdaj ta trenutek najboljši izraz, da bi poimenovali kar nedelosodje, ali kako bi zdaj rekli, ker nič ne funkcionira. Ne? Rekel, opisujem danes tukaj z Egidijem in tudi sam, preko 30 let že se s tem ukvarjam, nezakonita pridržanja, mučenja v psihiatričnih ustanovah in Egidij bo povedal, leta 2010 so sodelovali predstavniki kriminalistov, reševalne službe, sodstva, izvedenci, odvetniki, psihiatri, ne vem kdo vse, da se na koncu tudi ne veš, komu bi se pritožil, ker vsak mal prispeva, vsak se ti mal posmehljati, po rami potrepla, pol te pa v čuzu dajo, ne? Pa eno injekcijo in tako naprej. Rabiš pol odvetnika in psihiatra, zato da te k sebi spravi sam biznis. Veste, ta izkušnja, ki jo bomo nocoj slišali od Egidija, služi kot podlaga za kazensko ovadbo, tudi to bomo slišali nocoj, zoper te osebe, ki širšo kritiko pravosodnega sistema, ki naj bi ščitil lastne interese in dopuščal sistemski kriminal, to je groza. Jaz vam en citat povedal, pa zdaj sem jih kar nekaj pripravil, ki naj vas spremljajo ta večer. In sicer citat v tem primeru: zato vas obveščam, citiram, zato vas obveščam, da bo kazenska ovadba vložena zaradi hudodelstva zoper človečnost, konkretno zaradi nezakonitega pridržanja in mučenja, ki sem ga utrpel v letu 2010 v trajanju 36 dni. Konec citata. Citiram drugo stvar. Te nezakonite odločbe in opustitve dolžnih ravnanj so bile v neposredni vzročni zvezi z nastalo škodo, fizično in psihično degeneracijo, izgubo kariere, socialno izključenostjo, duševnim trpljenjem in uničenjem dostojanstva. Konec citata. Hude stvari. Gremo na tretjo točko. Pravna latovščina in pomanjkanje pravne pismenosti. Torej, sporočila, ki jih dobimo od države, so zapletena, nerazumljive. Pravni jezik, jaz mu rečem pravna latovščina ali pa jezik, ki ga normalen človek ne razume, namerno uporabljen za prikrivanje informacij, zavajanje in za izključevanje državljanov in procesov, ki vplivajo na naše življenje. Vsak dan stopiš iz hiše na cesto, si v matrici, si v pravu, a ne? Še ven ne stopiš, te že čakajo kazni. Glejte, to krši temeljne ustavne pravice do enakosti pred zakonom. Do enakosti varstva pravic, do poštenega sojenja, ki ga sploh ni. Poslušajte, a vi veste, da ko dobite odločbo in če prej niste, bom rekel, na neki upravni enoti, na policiji, na redarstvu, na zaslišanju, a veste, da je to vse skupaj nezakonito? Ne? Stranka ima pravico se zagovarjati, če je nekaj obtožena, in dokazati, da ni kriv. Šele takrat se zadeve, ne pa kar si pošiljajo sodišče odločbo, bom rekel, policistom, ali pa ne vem, pošljajo odločbo redarski službi, redarska služba si dopisuje sodiščem, ti pa o tem nič ne veš. Zadnji si, ki ti pošlje potem, bom rekel, policija odločbo s kaznijo 600-700
800 evrov, 1500 evrov, ti pa vmes nič ne veš. In sodišče, ki bi moglo prvo tebi poslati odločbo, jo pošlje policiji, ki je vložila pritožbo zate. A veste, da policist prvič ni odvetnik? Niste mu dali pooblastila, nima pravosodnega izpita, nima znanja in pol on v vašem imenu na sodišče vloži zadeve. Dajte si malo predstavljati, kaj pri nas počnejo. Ena stvar ne štima. Nič ne štima. In potem sodišče, namesto da bi vam poslalo odločbo, da bi imeli možnost še pritožbe oziroma da se iztečejo vsi pravne zadeve, pošlje policiji, policija ti pošlje pa z odločbo kriv, evo, kazen, položnica, če ne plačaš, čez 8 dni ti pa kar, kaj boš v 8 dneh naredil, ti kar rubijo z računa, se ti usedejo na račun, kaj pa banka naredi, ko podpišeš pogodbo za račun, kaj je z banko? Jo garantiramo, vaše osebne podatke so samo vaši, to je vaš račun, mi smo samo skrbniki, pa noter ena klauzula, splošni pogoji. In v tistih splošnih pogojih noter pa piše, tako kot zakonodaja pravi, tako kot je zakonodaja napisano in mi moramo zdaj spoštovati to zakonodajo, reče banka, drugače ne moramo funkcionirati. Pa poslušajte, kdo je podpisal to zakonodajo? Banka z državo ali ste jo vi podpisali? S kom ste vi podpisali? Vi ste z banko podpisali pogodbo, ne z državo. In tako naprej in tako naprej. Poudarjam, da je pravna pismenost, ljudje božji, bistvena za opolnomočeno državljanov. Ampak pravno pismenost je zelo težko dobiti zaradi tega, ker je toliko trikov, toliko fint. In če v sekvenci enega stavka, ene besede ne razumete, ne razumete nič od 5 strani. Zato, ker zmanjka en pojem, ki ga razume pravo drugače, kot ga razumemo laiki ali pa v civilu. Ok, citat, citiram. Pravna latovščina ne predstavlja zgolj neprijetnosti, gre za kršitev temeljnih pravic posameznika. V Sloveniji je zakon, da se govori slovenski jezik. Sodišče to krši, policisti to kršijo, pravniki to kršijo. Moram vam povedati, da če pravi zakon, da je v Sloveniji slovenski jezik, govorimo slovensko, dajmo se pogovarjati slovensko, ne pa pravno latovščino. Ko gre za življenje, prideš pa v en drug jezikovni prostor na sodišče ali pa v katerokoli drugo politično ustanovo, in ne moreš razumeti zaradi tega, ker to je njihov konštrukt. Vzemite si, pridete v klinični center in dobite diagnozo, berete tisto in gledate kot Leonova vrata, kaj tam gor piše, zaradi tega, ker je to njihov interni strokovni jezik. Vsaka ustanova ima neko svojo terminologijo. Za nas, ki sodelujemo, ki smo pa neposredno vključeni v to, je pa seveda pomembno, da nam povejo v slovenščini, po slovensko, da razumemo, zakaj gre, da lahko damo tudi privolitev ali pa, da to privolitev ne damo. In jaz rečem, društvo to zelo skrbi za to, da člane pravno, vsaj delno opismeni, da stvarem reče bob. In zdaj smo pa še pri eni stvari, zdaj smo pa še pri, bom rekel, kar protiustavni prisilni digitalizaciji in digitalnem nadzoru. To se tako lepo sliši, digitalna preobrazba. Ja, ni problem, gremo vzeti napredek kot nekaj dobrega, za napredek, ne pa proti prisilni digitalizaciji, avtomatizaciji javne uprave, se pelješ po cesti, še domov ne prideš, te že čaka položnica za 150 evrov, ker si baje nekje prehitro vozil, pa je avto javil policistom, tam oni sploh ne vejo, da se je položnica avtomatsko sprintala, ker imajo zdaj vse avtomatsko, zdaj je to vse laufa digitalno, in potem te hočejo spraviti računalnik, zato da bi ti po e-mailu pristal, da dobiš po e-mailu jim še za pošto, za znamko, za priporočeno, ni treba dati. Kam smo prišli? In zdaj spet ZUP so spet, če ste pozorni, so spet dali isto stvar not, za katero smo že govorili par mesecev nazaj. Ne vem, kam se jim mudi, sploh ni bilo javne razprave. Če je to bila za njih javna razprava, ko smo decembra za Božič in za nov leto lov skočili, ker nam ne bilo treba, zdaj maja, ko smo vsi v naravi, ker je treba delati na njivi, zdaj pa spet, A veste, ljudje moramo živeti,
Pa kaj se bomo mi ukvarjali s temi ljudmi, jih plačujemo, da oni naredijo tako, da je dobro za nas, ampak ti ljudje delajo, da je dobro za njih. Ne? Centralizirane baze podatkov, čim prej ven z računalnika, avtomatizirano odločanje, nima čustev, nima pameti, nima krvi, nima glave, ni človeško, ne moreš se upreti, ne moreš se pogovarjati s strojem. Čakajte malo, kam smo prišli? Brez človeškega nadzora, veste, so baze podatkov videne kot sredstvo za nadzor in izključevanja, ne samo ranljivih skupin, ampak iz vseh nas delajo ranljivce. So pa ti ljudje v vladi veliko bolj ranljivi, kot smo mi. Tole vam pa povem, zato ker nas je več in če skočimo v zrak, pravočasno, dokler oni enega prekrška ne uzakonijo, toliko časa nekaj delajo, da rečejo, to pa treba zdaj uzakoniti, ker zdaj se je pa že ta prekršek toliko razširil, da ga moramo pa zdaj v zakon postaviti, da bo postal regularen. In tako se to dela. Da vam citiram, Vlada Republike Slovenije kljub jasnim opozorilom civilne družbe nadaljuje s tiho uvedbo avtoritarne, ne prisilne, avtoritarne digitalizacije, ki v svoji srži pomeni razgradnjo pravne države, demokratičnih procesov in osnove človekove svobode. Konec citata. Imam pa še en citat, citiram. Vaša politika prisilne digitalizacije javne uprave ustvarja dva razreda državljanov. Dvopičje. Digitalno podrejanje in digitalno izključenje. Konec citata. V 5. točki dajmo se lotiti malo milosti kot temelj človečnosti in Jezusovo poslanstvo. Smo rekli, da izključimo vero in religijo in govorimo o dejstvih, o človeški lastnosti. En del sporočil se osredotoča na koncept milosti, ki ga uteleša Jezus s svojimi parabolami, svojimi zgodbami, ker so ljudje to takrat razumeli. In tudi mi danes moramo razumeti neke primerjave, jaz jih veliko vam dam, če sami ne najdete, da veste, zakaj gre. Gre za preseganje pravičnosti, brezpogojne ljubezni, vrnitev dostojanstva padlim, upor proti zakonu maščevanja in osvoboditev brez zavez. In Jezus je tukaj postavljen kot največji človek na zemlji zaradi sposobnosti milosti, ljubezni brez pogojev. In če dam tukaj še citat, ravna milost je tista, ki Jezusa postavlja med največje ljudi, ki so živeli kdajkoli na tem svetu. Njegovo življenje in delo sta utelešenje te milosti, ki spreminja človeška srca in človeške družbe. In še en citat, milost ne pomeni, da greha ni bilo, temveč da obstaja prihodnost, ki je večja od preteklosti. Konec citata. V 6. točki gremo naprej z današnjim programom, gre boj proti zlorabi potrošniških pravic strani podjetij. Društvo Belis nenehno opozarja na tiho legalizacijo, v navednicah tiha legalizacija, ki je še podtalna in še zahrbtna hkrati, kršitev naših potrošniških pravic strani podjetij prek spornih splošnih pogojev, katere sem prej omenil, ki omejujejo odgovornost, a se spomnite pogodb, vse je bilo črno, pa je bilo v Evropski uniji, pa niso pogodbe razkrili. Omejuje odgovornost jezika, nezakonito obdelujejo podatke in omejujejo pravice nas, potrošnikov. Ta svet je pač tako narejen, da si stvari zamenjujemo, da je to denar samo dogovor, ampak če je tako narejeno, naj bo pošteno. In ta praksa, veste, naj bi se dogajala pod krinko ESG standardov. Vse firme večje državne imajo te splošne pogoje in vsi goljufajo. Vsi pritiskajo na nas, ker država na vseh koncih stiska. Citiram. Kot potrošnik in državljan Republike Slovenije javno opozarjam in prijavljam resno sistemsko zlorabo, ki se dogaja pod krinko ESG standardov,
in tako imenovanega trajnostno zelenega poslovanja, predvsem pa prek splošnih pogojev poslovanja, kjer so skriti triki, ki jih navaden človek ne more prebrati, zato ker pravne latovščine ne razume in jih podjetja oblikujejo samovoljno in pogosto v nasprotovanju z zakonodajo Republike Slovenije in tudi v nasprotju zakonodajo oziroma usmeritvami Evropske unije. In še en citat imam, citiram: pravice potrošnikov niso privilegij, so zakonsko zagotovljene. Ne dopustite, da vam jih podjetja kršijo. Vidite, to je poslanstvo. Zdaj poziv k pravni pismenosti in aktivnemu državljanstvu v vseh teh temah se ponavlja, bom rekel, poziv vsem nam, kot skupnosti in posameznikom, da razumemo pravne postopke, da zahtevamo na licu mesta, kjer smo, pojasnila, če nečesa ne razumeš. Gospod, kaj pa to pomeni? Prebral sem, vzel sem si čas, usedel sem se na klop in sem si prebral splošne pogoje, preden sem kupil. Prebral sem pogodbo, ne razumem tega, dajte mi pojasniti. A mislite, da vam bo tisti prodajalec znal to pojasniti? In če vam ne zna pojasniti, je v prekršku. Usedite se, preberite si stvari, zahtevajte pojasnila, zahtevajte dokumentacijo, sicer dokumentirajte vse to, posnemte, ker s tem posnamete kršitev in se aktivno upirate krivicam, ki so sicer napisane, pa jih ne vidite. Zakaj ne? Zato, ker nihče ne bere drobnega tiska. Veste, poslušajte še enkrat, pravna pismenost je ključno orodje v današnjem svetu za opolnomočenje. Pa če ti nekdo reče, kako si težek, pa kaj težiš, se to vsi tako delajo, oprostite, naj delajo, jaz ne. Še en citat: boj proti pravni latovščini je ključen za opolnomočenje državljanov, posameznikov in zagotavljanje, da se pravni sistem uredi tako, da služi vsem. Še en citat: ne dovolite, da podjetja kršijo vaše pravice. Budite informirani, ugovarjajte in uveljavljajte svoje pravice. Ko bereš, če ti ne pojasni, se ne moreš strinjati, zato ker ne razumeš. Če nečesa ne razumeš, to je isto, kot ti reči, odcepi se zaradi drugih. Zaradi drugih ni pojasnilo, kaj je v cepivu. Zaradi drugih ti ne povejo, zakaj boš hitro umrl, ti ne povejo, zakaj boš raka dobil, zakaj ne boš mogel v službo hoditi, zakaj boš dobil direktne učinke od tega. Ti ne povejo, ker sami ne vejo, kaj je noter, in s takim človekom ne moreš pogodbe skleniti. Ne? To se pravi, najpomembnejše ideje in dejstva današnjega srečanja, ki je zelo pomembno, prelomno in ključno. Prvič, slovenska psihiatrija služi kot orodje družbene kontrole, ne gre za zdravljenje, ker niti ne vejo, kaj pomeni duševna motnja. Ni definicije, ne v zakonu, ne v medicini. Naštevajo ene stvari, to je, se pravi, skupek diagnoz, diagnoza pa je samo štempelj, da te stlači v čuzo in krši temeljne človekove pravice. Obstaja percepcija, da pravosodni sistem v Sloveniji ščiti sam sebe in politične akterje ter dopušča nadaljevanje nezakonitih praks kljub odločbam Ustavnega sodišča. Tožilci, ki niso med covidom reagirali, so dali jasno vedeti, da ščitijo sistem. Definitivno. In pravna latovščina, preden mi skapiramo, kaj nam oni hočejo, ko rečejo zeleno, dobro, energetsko, varčno, komod, udobno, ne bom našteval vseh teh njihovih floskul, ker za vsako floskulo se skriva hinavski trik. Brjebija, nesramnost, nepoštenost, neizrečenost. 3 lejerje od spodaj moraš pogledati, da razumeš, kaj ti sporočajo na koncu. Če pa je rezultat že narejen, je pa prepozno. A veste, izključevanje državljanov iz pravnih procesov in kršenje ustavnih pravic do enakosti in poštenega postopka ga ni, jaz ga ne vidim. Če jaz ne bi toliko trobezlal, toliko se s tem ukvarjal, toliko poglabljal in razmišljal stvari in imel toliko prakse za seboj, nikoli teh stvari ne bi mogel danes vam govoriti,
niti povedati, niti razumeti. Ko smo ravno že tukaj, gledajte, ta prisilna digitalizacija. Ne? Nas hočejo dobiti v računalnik, zato da te kamera spozna, ker če te ni v računalniku, te ne moreš templati in ne more denarja vzeti, ne? In te ne moreš trafati. Veste, to avtomatizirano odločanje. Ma čakajte malo, naj sami sebe avtomatizirajo, ne? Ti ljudje. Centralizirane baze podatkov. Pa nismo mi podatek, mi smo ljudje, s srcem, dušo in še s čem. Ne? In to vse pelje v avtoritativnost, k digitalnemu nadzoru in diskriminaciji vseh nas. In državljani se moramo zavedati svojih ustavnih in zakonskih pravic, ter jih aktivno uveljavljati. Ljudje pište. Pište, pište, pište. Mi imamo zdaj tako narejeno, da če pride eno pismo, ga vsak posameznik po nasvetu pošlje na 10 naslovov. Pa naj se med sabo zmenijo. Pride 10 različnih odgovorov in potem vidiš, kaj sploh niso povezani. Govorijo o digitalizaciji, o digitalni transformaciji in vsak ti odgovori drugače. Vsi so zmešani, vse je siva cona. Regularnega prava ni, nov še ni prenovljen, vmes je pa siva cona in v tej sivi coni zdaj živimo. Ustavno sodišče je razglasilo številne odloke med epidemijo za ustavne, za protiustavne, za zadržane, vendar se zdi, da redna sodišča teh odločb sploh ne upoštevajo. Jaz sem imel primer, ko me je klicala gospa, rekla, na sodišče sem šla z ustavno odločbo, pa je sodnik rekel, da ga ne briga, da se bo on odločil, ker je on samostojen. On je samostojen, ali pa ona je samostojna. Če ustavnega sodišča nema, kje smo šele v Evropski uniji. Danes sem bral pismo zaposlene na Zavodu za zdravstveno, na ZZZS, je eni stranki, take floskule uslužbenka odpisala, ja, mi po tem zakonu ZZZS delamo tako. Za njih drug zakon ne obstaja, ko ZZZS za njih ne obstaja ne ustava, ne 8. člen, ne 120. člen ustave, ne 44. člen ustave, ne obstaja zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP2, ne obstaja GDP, nič drugega kot njihov ZZZS, ki je totalno v nasprotju z vsemi pravnimi normami v Sloveniji. In tako se pri nas dela. Policija ima zakon o policijskih pooblastilih in vsak ima v svoj nek zakon. Zdaj mi, ki pademo pa v tole nocer, se pa znajdi. Vse je narobe. Samovoljno. In ker več tako ne gre, ker smo se ljudje začeli opirati, zdaj hočejo avtomatizirati stvar, kar pa bo še slabše. Vlagajte kazenske ovadbe, pritožbe, ugovore, a ne, zaradi hudodelstev zoper človečnost, zaradi nezakonitega poslovanja te naše slovenske države. Povedal sem, da sem ta teden oziroma ta teden dal pobudo za presojo ukrepov v zvezi s COVID-19 in opredelitev dolgega COVID-a, s tem smo danes začeli. Hvala še enkrat, Blanka, za tvoje mnenje. Torej, dolgi COVID je eno veliko sranje. Vse to, kar se dogaja, je dolgi COVID. Kot pravno relevantno zdravstveno stanje, na zdravje bodo šli. Vse gre v bistvu na zdravje. V resnici so pa v ozadju čisto druge stvari. Vzgoja, kultura, politika. Poglejte, kaj vse to zdaj vtikajo v ta dolgi COVID, ne? In jaz ne vem, ali smo še mi vedno v izrednem stanju, zaradi tega, ker nikjer nihče ne spoštuje nobenega zakona, ki je v rednem pravu. Da ne govorim o duševnem, ker sem že prej govoril, a ne? Da ne govorim o osebnih podatkih. Da ne govorim o razumljivosti jezika, transparentnosti postopkov in tako naprej. Mogli bi narediti posebne klauzule za ukinitev imunitetnih klauzul v pogodbah s proizvajalci cepiv že takrat. Imunitetnih klauzul iz vseh državnih firm, iz splošnih pogojev, ki jih imajo noter. Ne? Kako ti pride paket? Naročiš paket in ti piše, če paket odpreš, ga ne moreš več vrniti. Ja, kako ga bo, poslušajte.
To je klauzula noter in take bedarije pišejo not. Če paket odpreš, ga ne moreš več vrniti. Ni važno, kaj je noter. A dela, ne dela, je pokvarjen, je polomljen. Ti si paket odprl in zdaj ga ne moreš več vrniti, zato ker si to podpisal na računu. Splošne pogoje. No, zdaj pa se mi gre. In to je vse na tako bedarije delajo, ne? Javna prijava kršitev je obvezna v takem primeru. Če bo kdo odreagiral, vi ste svoje naredili. Če ne greste na sodišče, iztožite zaradi tega, ker to je res nesmiselno. Tako kot vse tisto, o čemer smo se pogovarjali. In zahtevajte izbris osebnih podatkov pri takem podjetju. Pa naj si bo to državna firma, karkoli. Iz evidenc državnih organov, naj si bo to GURS, naj vas briše ven, kaj pa ima on za evidentirati? Pa kdo so ti ljudje, da bodo posegali vaše zasebno premoženje? Kaj pa jih briga? Pa če imaš 10 hiš, kaj koga briga? A si ti delo, a si jih ti prislužil, a jih imaš ti? V redu je, eno je načrt, plan, urbanizem, v redu. Pa kaj ima GURS zdaj tukaj? Oceniti tvoje premoženje, zato da ti bo davek poslal. Razlika je pa 200 jurjev, da se lahko pritožiš. Se pravi, za 190 000 ti bodo dali nižjo ceno, ti si pa ne boš mogel pritožiti, ker je meja 200 000. In oni so ti pogoj postavili pogodben. Kje živimo ljudje? Treba je takoj zahtevati zamrznitev digitalnih reform, ki niso bile podvržene ustavni presoji in javnemu nadzoru. Hvala lepa. Naredimo kratko pauzo, potem pride pa naš zlati podpredsednik Gidi. No, še prej bom pa rekel tako, zdaj bomo naredili koliko je 8 minut pauze. In jaz sem pripravil pri tej, bom rekel tako, dajmo pogledati to latovščino, kaj to pomeni. Bom delil z vami zaslon, mi pa se čez 8 minut vidimo, ne? Če se strinjate, naredimo malo pauzice, ne? Ja, hvala. Ok. Ste se kdaj počutili, no? Čisto izgubljene, ko ste dobili kakšen uraden dopis? Ali pa recimo na sodišču, v upravni enoti, celo na banki. In niste pač razumeli, kaj sploh hočejo od vas. Tisti občutek nemoči, ko jezik čisto nerazumljiv, danes se bomo poglobili prav v to. Pravica do razumljivega jezika v upravnih, pa tudi upravnih postopkih. Kaj pravita ustava, zakoni in kaj lahko sploh naredimo? Pogledali bomo vire, pa poskusili ponuditi kakšno jasno informacijo. Pa dajmo tole razčleniti. Ja, kar je tukaj morda ključno poudariti. Ne gre samo za jezikovno vprašanje, veste, ali pa za prijaznost uradnikov. Gre za čisto temeljno pravico in ta je neločljivo povezana z načelom enakosti. Enakosti pred zakonom, pa pravice do poštenega postopka. Ker če jezika ne razumemo, kako naj sploh sodelujemo enakopravno? Nerazumljivost lahko v bistvu pomeni dejansko neenakost, postane ovira pravzaprav. Tukaj postane pa res zanimivo. Recimo, ko pogledamo našo ustavo. 21. člen, enakost pred zakonom. 22. člen, enako varstvo pravic. Pa 23. pravica do sodnega varstva. Ampak kako lahko nekaj tako, no preprostega, kot je zapleten jezik, ogrozite temeljne pravice? Predstavljamo si tisti primer gospe Novak iz gradiva. Dobi sklep sodišča, napisan v nekem čistom pravniškem žargonu, rok za pritožbo pa teče. In ona stoji tam, zmedena, pod pritiskom, kaj naj naredi. Posledice so lahko čisto konkretne. Recimo, zamudi rok, izgubi pravica. Točno. Ta primer gospe Novak res lepo prikaže, kako se te ustavne pravice lahko kršijo v praksi. Poleg ustave pa je tu zelo pomemben še 5. člen zakona o pravdnem postopku, ZPP-ja torej. Ta člen čisto izrecno nalaga sodišču, da mora paziti na razumljivost postopka. In podobno velja v upravnih postopkih, tam imamo 9. člen zakona o splošnem upravnem postopku, ZUP-a. Ta daje stranki pravico, da ji organ obrazloži odločbo na razumljiv način. Ampak ključno je tole, to ni samo neka pasivna pravica stranke, ampak aktivna dolžnost organa. On mora pojasniti. Ja, aktivna dolžnost. Točno. Ampak, a se ta dolžnost v praksi res vedno spoštuje, glede na takšne primere? No, to je
To je dobro vprašanje. Zdi se, da praksa včasih še vedno malo zaostaja za tem, kar piše v zakonih. Ja, še en tak primer iz gradiva, ki se mi zdi kar pogost. Gospod Janez. In tista rutinska policijska kontrola. Ustavijo ga, rečejo rutinska kontrola, opravijo alkotest, čeprav ni bilo nobenega suma, potem še osebno preiskavo in za povrh dobi kasneje še račun za stroške te quote-unquote intervencije. Pa se vprašaš, čakaj malo, kakšna je sploh podlaga za to rutino? Točno to. To je bistvo problema pri tem primeru gospoda Janeza. Vsako policijsko ukrepanje mora imeti jasno pravno podlago. Bodisi v zakonu o kazenskem postopku, ZKP-ju ali pa v zakonu o organizaciji in delu policije, ZODPOL-u ali kje drugje. Sklicevanje na neko rutino kot opravičilo za alkotest presuma ali posebno preiskavo, to je zelo, zelo problematično. Zakon zahteva konkretne razloge in res je zanimivo, kako se lahko tak postopek, ki se začne kot rutina, potem kar stopnjuje. Posamežnik ima absolutno pravico vprašati policista, oprostite, na kateri podlagi ukrepate, in seveda pravico do pritožbe, če meni, da je šlo kaj narobe. Pa tudi tisti računi za stroške, ki ste jih omenili. Ja, to je, če zdaj povzamemo te primere in nasvete iz gradiva, ključno je, da se ne smemo bati vprašati, kaj ne. Moramo aktivno zahtevati pojasnila. Če ne razumemo, pač vprašamo. In vztrajamo, da dobimo odgovor v jeziku, ki ga razumemo. Zelo koristno je tudi, če si stvari zapišemo. Zahtevamo zapisnik ali vsaj uradni zaznamek. In ne smemo pozabiti, vedno obstaja možnost pritožbe. Na odločitev, na postopek, na ravnanje uradne osebe. Kaj vse to pomeni za posameznika? Predvsem to, da ni čisto nemočen v teh situacijah. Absolutno. Če čisto na kratko povzamem. Razumevanje postopkov, v katerih sodelujemo, to ni nek luksus, niti znak posebne izobraženosti. To je temeljna pravica. In nam omogoča, da smo enakopravna stranka, da lahko učinkovito zaščitimo svoje pravice, svoje interese in poznavanje teh pravic, o katerih sva danes govorila, to je res tisti prvi, ampak ključen korak k opolnomočenju. Za konec pa morda še ena misel, ki izhaja iz teh primerov. Tile zapleteni izrazi, ta pravna latoščina. Je to res samo nek nujen strokovni žargon, ali pa je včasih morda nezavedno tudi način ohranjanja neke distance, morda celo moči strani institucij? In kaj lahko vsak od nas naredi? Kako lahko svojo zahtevo po jasnosti, po razumljivosti pripomoremo k bolj transparentnemu delovanju teh institucij? Nekaj za razmislek.